demografske krize za kolegico Naraco Čič prihajamo asistenčno krizo in iz podeželskega okolja v mestno okolje, torej v Kranjsko deželno prestolnico. Sicer pa Naraca Čič je zaposlena na fakulteti za humanistične vede Univerze v Kopru oziroma Univerze v Plimiču. Torej, govorila bom o asistenčni krizi leta 1752 in sicer nenavadno še za 18. stoletje je, da se je za to krizo mogoče ravno za menjavo prave ohranilo veliko več verov kot za krize, ki so sledile, tudi recimo že preomenjena kriza 1817 oziroma že 16 nekoliko ni tako bogato dokumentirana, kot je dokumentirana ta asistenčna kriza leta 1752. Imamo gradivo na eni strani z mesta Ljubljane, kjer prihajajo lačni podeželjani, se pravi z okolice in do sosednjih regij, o čemer bo govora v tem prispevku. Imamo potem pa še zelo zanimiv vir, čisto mikrookolje, župnija Jelšane, popolnoma drugačna slika, tudi popolnoma drugačno gospodarsko stanje te župnije, kot so bile te alpske župnije, gre za župnijo Jelšane, se pravi na, bomo rekli, izrazito kraškem svetu, z katerega vizitatorji na prihodu iz 17. in 18. stoletja govorijo, da se ljudje zaradi kmečke, zaradi tečkih kmečkih razmer preživlja predvsem živinoreje. Se pravi, gre za na eni strani kraški svet, na drugi strani poraščeno z gozdovi, bi so tisti vizitator. Hkrati pa lahko damo čisto konkretne podatke o tem, koliko ljudi je v tej župniji ta eksistenčna kriza dosegla, ker imamo 10 let mlajši iz prebivalstva istega župnika, tako da bomo točno videli, kakšen delež populacije je taka kriza zadela. Ker gre za pravne vere, v katerih jih zanima samo reševanje krize in tudi neke epidemične bolezni, ki se razširi tako na Dolenjskem kot v Idriji, zato imamo podatke. Ne vemo, kaj natanko je bil vzrok tej krizi, imamo pa neke podatke čisto sporadične, da je recimo še zima 1752, to ne vpliva več na letino, ki je že takrat pobrana, izrazito hladna in da pozebe, recimo na Dolenjskem, na bili krajni pozebe trta. Pa se pravi, verjetno gre za neka hladna, mogoče deževna obdobja. Začenjam pa to svojo predstavitvijo z eno sliko in sicer bogatejšega urbanega okolja, ki prikazuje ta večni boj, zlasti tisti, ki živijo na robu eksistenci, tisti, ki imajo dolgove, tisti, ki so v tem času male ledene dobe ciklično izpostavljeni slabim letinam med izobiljem in postom. Prisilnim postom seveda in za vse tiste, ki so lačni, velja med najvišjimi družbenimi sloji, takrat, ko imajo hrano, se pa zelo premežirajo. Vsega tega ne bom prebrala, so se kakšne svateli sami prebrali. Se pravi, predmoderno dobo in eksistenčne krize, zlasti lakote predmoderne dobi, zadovoljna taka cikličnost pojavljanja slabih let, ponovali spirali nizu slabih let in z ene zelo izjemno slabo letino sledijo in to je bolj povezano z urbanim okoljem, pa s temi kmetijami, ki si toliko prvoščijo, dvignejo se cene osnovnim živilom. Osnovna živila so pa zlasti žito. Iz dviga cen najprej osnovnih živil se dvignejo cene vsem živilom in posledično to pomeni zlasti v mestih pomanjkanje dela. Po tistih okoljih, kjer je recimo izrazito prisoten nek dinarski svoj, spravi tisti pomožni delavci, ki v bistvu z manjšo letino tudi izgubijo del svojega dela. Tako da malce razumete te krize. Vse, zgodnega novo večkega človeka zaznamujejo različne krize, ampak ravno za lakote pravijo, da je to najbolj selektivna izmed vseh stisk. Se pravi, če neka eksistenčna kriza zajame najprej najbolj revne, zajame vojno vse prebivalstvo, ravno tako epidemije, tam so že malo bolj selektivne, ampak vendar ne izbirajo. Medtem ko lakota pa res dobi in najbolj primer stisne tisti, ki so najbolj revni. Mogoče sam zapošče, če v tukaj se pravi, nekaj nemški pregovor pravi, da bogati to, kar želijo, revni, kako imajo. Zaznamuje pač v bistvu življenje marsikoga v zgodnjem novem veku. Najbolj prizadeti
teoriji, potem po praksi, so manjši kmetje, mestni podsloji, zakaj, ker so odvisni od nakupa. In kaj se je izkazalo v tej krizi 1752. leta, ki je zavzema različne regije, da večina kriz prizadene bodi si samo ruralna okolja, pa samo urbana okolja. Se pravi, vsaj v tem primeru regije, v katerih je prisotna slaba letina, ne vplivajo na cene v Ljubljani. Nimamo za to leto podatkov o žitnih cenah v Ljubljani, drugače imamo za Ljubljana in od mest, ker so te žitne cene zelo lepo ohranjene, tudi že objavljene. Se pa bo pokazalo to iz same strukture tistih revežev, ki bodo popisali v Ljubljani. No in problem ljudi, ki skupnosti podpirajo, glavna teorija, in to se tudi pokazalo lepo v naših primerih, je v bistvu zlasti ruralne skupnosti v času existenčne krize zelo težko podpirajo tiste ljudi, ki so že prej v bistvu na plemenih skupnosti. Ne? Se pravi, vse preužitkare in ki so tisti najbolj revni del prebivalstva. Osnovne značilnosti reševanja socialnih vprašanj, ki so prednji dobi, moderni dobi, nekaj že povedal moj predhodnik, jaz sem samo upozorila na tista premenjena gledišča z recimo modernim časom socialne države, je, da pač država oziroma takoli neko oblastko samo dodatno pomaga posamezniku, ki je dolžan, da se sam preživlja. Spravi, nihče, nobena oblika, kakršnekoli že pomoči ni namenjena njegove popolni oskrbi, ampak je samo dodatek tistemu, kar že posameznik poskuša sam storiti za svoje premoženje. Nekateri avtori zelo prijemniki se ukvarjajo z revščino, govorijo tudi, da so vsaka oskrba revnih v zgodbi bomo veliko neučinkovita. In če še pogledamo državne teoretnike iz konca 18. stoletja, ti trdijo, da država je zgolj tista, ki pomaga pri oskrbi revnih. Ta trditev je postavljena v kontekstu vzpostavljanja novih nekih socialnih ustanov skozi zlasti drugo polovico 18. stoletja. In kaj se vidi tudi v tej krizi 1752, da je dodatni motiv, bomo rekli, nekega centralne oblasti to, da monarh, v tem primeru Marija Terezija, spravi ravno je zadihala po nasledstveni vojni, da to pomoč tem regijam tudi zato, da v bistvu se s tem okrepi monarhični patriotizem in duhovniki, ki dobijo podporo, so tisti, ki vedno znova kažejo to dobrotljivo držo gledalce. Torej, kaj so značilnosti kriznih ukrepov v vseh krizah druge polovice 18. in začetka 19. stoletja, se pravi vključno s krizo 1817. Najprej so to religiozni moralni ukrepi, ki imajo cilj pomerjanja javnega mnenja. V splošnem je njihov namen zlasti ohranjanje družbene stabilnosti. Se pravi, v ta kontekst sodijo organizirane procesi, molitve, spokorni dnevi in podobno, tudi pridiganje. Se pravi, tudi neko umirajoče pridiganje škofov in za eno drugo krizo, ne 752, ampak 758 imamo podatek o novo ustoličeni škof Atens v Goriški škofiji, naredijo tako pridigo, ki potem v bistvu razpošljajo vsem župnikom po celotni deželi. No, druga točka, drugi sklop ukrepov so nujno začasno pravno socialno ukrepu na polju zagotavljanja dobre policije, tukaj je od naših virov, katerih namen je zagotavljanje družbene stabilnosti in ohranjanje primernih zdravstvenih razmer spet primarno v mestih in spet najprej v deželnem, v glavnem mestu, torej Ljubljani, ter ohranjanje delovne sposobnosti mestnega podeželskega prebivalstva. Ta se tako v nekih takih, obrobnih upombah kaže tudi v omenjenem veru 1752. Čež, da je treba te prišljike, ki pridejo v Ljubljano, ostati nazaj na svoje kmetije, da bodo vsaj posadili žito za naslednjo letino. Spravi, da ne bo ta kriza, ki je bila v upanju omejena zgolj na to leto, postala trajna. Spravi, s tem pač podložnikom ne bo na svojih kmetijah in ne bojo posejali žita za naslednje leto.
In le nekateri ukrepi po krizi 1816 do 18 se pravi, tista kriza se raztegne še prva leta 1818, postajajo sčasoma sistemski. Eno od teh glavnih je uvajanje novih kultur, to je uvajanje zlasti krompirja. Tudi tole, kjer sem dal en primer, izuma tradicije, se pravi, kako lahko to vpliva na to, da se vzpostavi neka nova kultura in to ravno kultura krompirja, kjer v svojem delu Kruh ubogih sta bili že v 70 letih najdem tak primer, ki se objavljen v novicah, kjer ne bi kot izračunal, ne bi bila ta kriza, ko ne bi uvedel krompir na Rogaškem leta 1753, in spravi, 52 je zelo blizu. Ampak kaj ti se kar so pobodili tukaj je, da pač kriza ima svoj vrhunec, to je vrhunec take krize, vedno podatko, ni več zalog in da prisili ljudi, ki so soočeni s to krizo v mobilno, se pravi, morajo iti s trbuhom za kruhom. In to se vidi potem v Ljubljani maja 1752 leta. Tukaj bom tudi samo neko spovedala, ga imate litredni, bo zmakla časa za grafe. Torej, kaj se kaže? Pomoč, ki jo dodelimo je dvojna, na eni strani finančna in razdeljena med župnike. Ti župniki kupijo tiste vrste žit, ki so v tistem okolju najbolj razširjene. In tako vidimo, da v bistvu so neke nove kulture, za katere Britovšek v eni taki svoji zelo sistematični študij trdi, razširjene v določenih regijah, značilne tudi za to lahko, to se pravi v Ješanah, župnik kupi samo koruzo. In na drugi strani, na Dolenjskem, v Proški Novo mesto kupijo tiste žita, ki so takrat najcenejše, ker pač rekli, spomladi in poleti so cene žit najvišje in nakupi največ prosa, ajde in nekaj čisto malega ovsa. No in še ta pomoč strani države je bila še drugi ukrep in to je bilo pripeljanje 2000 starov žita na Krajinsko in nekaterega koli žita iz vojaških rezerv. Vojaških rezerv so imeli pa samo rž. In to sproži protest krajinskih deželnih oblasti, da take pomoči bolje niti ne pošljajo, ker večina prebivalstva, ki jih ta pomoč nabira, žitne je. In da bi mogli to žito najprej prodati, potem kupiti tiste vrste žita, ki so v določenem okolju bolj razširjene. Kar kaže to, da v bistvu ima tiste najbolj osnovna živila, imajo kulturno vrednost in neko žito, ki v nekem okolju tuje, če tudi ljudje stradajo, ni tisto, ki ga bodo uživali. Zahteve, ali bomo rekli strahovi pred tem, da je kmečko prebivalstvo na nek način trdoglavo, se pojavljajo vse čas, ko se uvajajo neke nove kulture. In vidimo na takem kriznem situaciji, kako so taki elementi, nekega ideje o tem, kaj čim se preživlja, še izrazito prisotni. No in zdaj imamo pa tisto, kar nas najbolj zanima, se pravi na to, kakšen delež prebivalstva na taka kriza zajame. Jasno je, da v bistvu koruza, ki so vseeno nekoliko sadili, oziroma ali pa tudi v bistvu živina, se pravi drugca, ki so imeli, je očitno bila tako slabo prehranjena na tem letu, da ni dajala dovolj mleka in dovolj niso naredili z njega mlečnih produktov, da bi jih lahko prodali in si z tega kupili koruzo za lastno preživetje. No, zdaj pa pogledajte tale graf, se pravi, ko smo primerjali podatke o številu prebivalcev po popisu 1743 s popisom, gre za številčni popis prejemnikov pomoči, smo ugotovili, da je dobilo pomoč več kot 50% prebivalcev. Še več v bistvu če pogledamo na delež prebivalcev, posameznih vseh, do 65% prebivalstva ni imelo v začetku maja, ko prišla ta pomoč v bistvu v svojih kmetijah niti enega mernika žita več. V bistvu pomanjkanje pa delež prebivalstva, ki ga vzpostavljam te lakoti, je po različnih vseh zelo različni. Povedati treba tudi še eno stvar, da mogoče se tukaj pojavlja še ena kriza, ampak glede na to, da pač očitno ni bilo neka
močno deželne urade, da ne moremo povezati te krize še z eno stvarjo, ki se zgodilo v tej okolici, in to je velik potres, ki prizadane ravno reko novembra leta 1751. Je pa zagotovo to ena od okoliščin, ki onemogoča tem, bomo rekli, tej župniji, da bi si iskala pomoč v tistem urbanem okolju, ki je njej najbližje, in to je reka. Še nekaj več imamo o podatku o sami pomoči. Lahko izračunamo prvič, koliko prebivalcev je bilo v posameznem gospodinstvu, ko je bila razdeljena ta pomoč, in sicer je bilo v posameznem gospodinstvu 4,8 prebivalcev. Drugi podatek je nekoliko bolj sporen, ker v bistvu jaz mislim, da župnik več žensk označi kot vdove, ker pač vdove so prej deležene nekaj pomoči. Če se v tem okolju preživljajo zelo drobnice, moramo vedeti, v tem času obstaja še ta način paše, ko se v bistvu sedi moški, se pravi gospodarje, z členami živine. Zdi se mi, da je drugače, v bistvu ta 34,2% delež vodi gospodinstv označenih kot vdov izrazito velik, čeprav vemo iz teorij kriz, da v bistvu moški prej ostanejo mobilni. Moški, tudi tisti, ki so glave družine, svoje tisti, ki skrbijo za premoženje, prej odidejo v iskanje nekih drugih, dodatnih, novih virov preživetja. Kaj pa se je najbolj alarmantno, ali pa tako bomo videli, kako res rigorozna je ta kriza, 27,27% prebivalstva ostane brez žita, spravi samo s tistim mlekom, ki ga pridobijo od drobnice, koliko jo je, sploh v okolju prisotne, v prvih 3 mesecih po žrtvi. Na tem drugi tabelici imate, koliko jih je gospodinjstvo v posameznih mesecih, in v naslednjih 3 mesecih jih je še dodatnih 67% in najkasneje do januarja brez žita. Oba podatka sta zanimiva tudi zato, ker imamo v drugih, recimo to, če bi brali sodne protokole, zelo dosti je povedano, da ko opisujejo, kako huda je bila lakota, da so imeli žito do božiča. In ravno ti podatki tukaj kažejo, da tale sicer splošna izjava zelo napisana v te sodne protokole, zelo zaradi tega, da se pokazuje, da je bila žita, da je bila kriza, vendar je zdrži kot neko tako čisto numerično primerjavo v eni župniji. In župnija sploh je tako majhna, se pravi, delež tistih, ki so dobili podporo, ali pa bomo rekli število ljudi v gospodinstvi, ki so dobili podporo, je bilo 1007 ljudi. No, iz tega, se pravi, bomo rekli, vsega te krize v eni župniji, prihajamo pa na tiste reveže, ki so postali mobilni, so prišli prositi zopet pred velikim, bomo rekli, veliko ritualizirano dobrodelnostjo v času največjega krščanskega praznika, in to je Velike noči v Ljubljano. Spravi, opisani so bili šli med generalno deželno vizitacijo v začetku maja tega leta, ki je bila določena že prej, da neodvisna od tega pritiska revežev v Ljubljano. Gre za specifičen vir, narejen kot v tem okolju, v tem kontekstu, da so že povedali, se pravi, med veljavnim pravnim sredstvom glavno deželnih vizitacij, ker je toliko teh revežev v Ljubljano prišlo več kot 800 prišlekov. 800 prišlekov je pomenilo več kot 10% populacije, ki je živela v mestni župniji Svetega Nikolaja, popis je bil narejen 2 leti kasneje, zato operiramo z zelo, bomo rekli, bližnjimi podatki. Zahteva deželne oblasti, da v bistvu te prišleke, te reveže žene, vrnejo nazaj na svoje kmetije, jih opozorijo, da bodo dobili neko pomoč še od monarha, ampak samo v primeru, da bodo bili na svojih kmetijah, in potem mora narediti mestne oblasti še en popis, in ta popis je precej različen od prvega. Najprej bom pokažem družbeno strukturo, kar velik delec predstavljajo samski moški in samske ženske v prvem popisu, zato ker so v tem popisu še vsi tisti, bomo rekli, tipične skupine revežev, ki so prisotne v urbanem okolju. V drugem, če pogledate tisto opis družine, ker delam po deležih, se ta delež družine izrazito poveča, ker gre za pač zdaj v popis samo res tistih tujcev, spravi ne več prebivalcev Ljubljane. In kaj je še zanimivo, in to kaže na to, da v bistvu Ljubljane ta kriza ni prizadela, da v bistvu so bolj kot ne iz Ljubljane popisani samo samski moški, ženske pa vdove.
družin praktično ni in jasno je, da kriza v mestih najprej prizadane, sprej poleg že teh tradicionalnih, bomo rekli, slojev, ki so podvrženi revščini, ravno družine mestnih podslovov. In še en podatek, mogoče še ta vdova. Vdova je tudi taka zelo zmozljiva socialna identiteta, lahko je tudi kakšna zakonska žena, katere mož je že odšel s trebuhom za kruhom in zato, da bi dobila podporo, se označi kot vdova. Jaz sem slutila, da je tudi v bistvu, da je prišla pri teh, ker so v bistvu vsi, ki so bili podpisani, tudi dobili podporo, da so se tako šli prijavili dvakrat, da je prišel po podporo moški, drugi je prišla po podporo njegova žena, oziroma bilo je obratno in to bi nam kaže četrti stolpec. Žena je opisana kot glava družine in ta stolpec je izrazito visok, zato ker je v bistvu tradicionalno veljalo, da so ženske tiste, ki prej dobijo pomoč. Se pravi, ali povedano drugače, da moškega bi morali časno, da je prosil za pomoč. In so v bistvu moški poslali ženo, da je pač pridobila to pomoč od mestnih oblasti za celotno družino. In našla sem pa samo res en primer, da je šla najprej žena v pomoč, pa ponavedla vse podatke in potem moški, gre za ista imena, za isto število otrok in za isti kraj, tako da v bistvu mogoče bi jih ni bilo 800, skoraj 850, bi to še najne, pa še vedno gre za veliko množico ljudi, ki so prišli v Ljubljano. No in zdaj še dva grafa, se pravi prvi popis, iz katerih regij prihajajo, bomo rekli reveži, največji prihaja iz, absolutno največji prihaja iz Vipavske doline, sledi Notranjska. Notranjska sta mi mislila upravna enota, izločila sem sicer Vrhniku, ko sem dala v okolico Ljubljane, pa Notranjska se pravi do Jelšana. Najdlje so prišli iz župnije Trnovo, ki je v bistvu nad Jelšanom, koliko nad Jelšanom, za samih Jelšan pa ne. Najmanj je prišlo pa z Dolenjske. Zakaj v Dolenjskem v tem času razsaja ena nalezljiva bolezen, gre verjetno za prebavno bolezen, z vročico in v bistvu ta del populacije tudi ni bil sposoben neke večje mobilnosti. In zdaj pa to še ta drugi graf. Tukaj lahko vidimo, da v bistvu se ne striže več podatki po spravi skupnem številu, prišli po spravi celotnih družin in če bi dali ta delež po številu gospodinstvu. Namernoma se ta podatka loča, da vidimo, ki v bistvu, z katerih regij prihaja več samskih ljudi kot v bistvu celotnih družin. Ker to nismo povedala, več kot 50 obeh popisih, več kot 50% popisanih ljudi predstavljajo otroci. Mogoče zdaj se moramo hitro še to, čeprav recimo Dolenjska nima, imamo podatke tudi o tem, kaj je še pomoč, torej za finančno pomoč imamo podatke, čeprav je recimo Dolenjska ne predstavlja tako izrazite regije, iz katerega prihajajo reveži, gre ravno zaradi te epidemije nalezljive bolezni, kar 35% vseh sredstev na Dolenjsko. Če pogledamo župnije, največ 8% dobita dve župniji, pričakovano Vipava in če ne bi imeli drugega vira, ki sem ga predstavila v začetku, župnija Jelšan. Jaz mislim, da tisti deleži, bomo rekli, prihajajočih ljudi v Ljubljano kažejo neke, bomo rekli, splošne gospodarske in druge migracijske povezave določenih regij z samo Ljubljano ali pa z drugimi centri. In tukaj se kaže, da recimo Gorica na sredi 18. stoletja ne predstavlja nekega ekonomskega centra, kamor bi ljudje šli po pomoč. To je ena možna trditev, druga pa je, da so v bistvu sedež dežele, oziroma nekaj dežele prvenstva Ljubljana, da mogoče so tudi malo in bil še kakšen dodatni element prisoten, da je v bistvu na nek način motivirati te podložnike, da se odločili v Ljubljane. Ampak v tem žovjeri ne dajo nekih podatkov. No in 14% to treba povedati sredstev, da pa tudi pazensko grafijo, ki je tam v tej lagoti očitno tudi zelo prizadeta. Zdaj to pa je, bom končala. Poglejte, za majhen del, se pravi za polovico vseh prišli po Ljubljano, vemo tudi njihovo premoženjsko stanje, pa tako premoženjsko stanje, kot so ga povedali tisti, ki so jih popisali in pričakovali največ v starčev, kajžarjev, tisti, ki imajo najmanj premoženja. Največja kmetija, s katere prihajajo prišli po Ljubljano, pa je kar polovinska in predstavlja ne tako nizkega 3%, se pravi,
označega premoženja za tisti, ki prihajajo iz plovinske kmetije. No, najlepša hvala za pozornost.